Z rojaki Slovenci po vsem svetu. Utrip njihovega vsakdanjega življenja spoznavamo v oddaji Brezmejno. Z današnjo oddajo Brezmejno pa pošiljam v deželo Pamt in Gavčev. Lep pozdrav namreč v Argentino, oddaljeno Argentino. Z nami je Tjaša Lorbek z lektorata slovenščine na Univerzi v Buenos Airesu in La Plati. Tjaša, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Tjaša, kolika ura zdaj pri vas v Argentini? Pri nas bo ura počasi 11:30, 4 ure smo za vami. 4 ure, sem predvideval, da več. Kakšne imate vreme, takole za uvod, da malce tremo prebijeva? Vreme je tipično pomladansko, tako da kak dan dežja, naslednji dan sonce, okoli 25 stopinj, tako da vreme je super. Najprej moram seveda nekaj povedati o vas, Tjaša, profesorica slovenščine od leta 2014, zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, učiteljica slovenščine. Filozofska fakulteta Univerze v Buenos Airesu. Hitro, leta 2014 ste odšli, če imam prave podatke, 11. leto ste tam in tudi na Fakulteti za humanistiko in izobraževalne vede Državne univerze v La Plati. 11 let ste že prebivalka Argentine, tudi izvajalka seminarja južnoslovanskih književnosti. Tjaša, takole veseli se verjetno vsakšega klica iz domovine, kajti Argentina ni Nemčija ali pa sosednja Avstrija, kjer se seveda naši učitelji, profesorji pogosto vračajo domov. Vi ste na drugem koncu sveta. Morda o tem, kaj je vaše delo na lektoratu slovenščine v Buenos Airesu in v La Plati, koga imate, koga poučujete, s kom sodelujete, kako je pravzaprav izgleda vaš vsakdanjik? Torej, lektorat slovenščine v Buenos Airesu in v La Plati je v bistvu organiziran kot jezikovni tečaj, ki je odprt za vse, ki jih slovenščina zanima, je tudi brezplačen, ker je popolnoma financiran strani naše države Slovenije. In v Buenos Airesu imam 7 skupin, eno skupino imam tudi v La Plati, na univerzah oziroma fakultetah, ki ste jih že omenili. Približno je skupaj nekje 60-70 študentov oziroma udeležencev teh tečajev, vseh starosti od mladih 18-20 let do tam 70 let in mogoče še kakšno leto čez. Verjetno bi lahko rekla, da nekje 90% so potomci Slovencev, in sicer potomci Slovencev, ki običajno niso vključeni v slovenska društva tukaj, ker slovenska društva imajo svoje šole, svoje tečaje, tako da se pri teh potomcih jezik že skoraj popolnoma izgubil, mogoče se spomnijo kakšnih besed od dedkov, babic iz otroštva, kakšnih pesmic, kaj več pa ne, in odkrivajo zdaj šele svoje korenine in kulturo, tako da se učijo pri meni slovenščino. Zakaj je pri nas lektorat organiziran zgolj kot jezikovni tečaj? To je pa zato, ker v Argentini ne poznajo študija jezikov, tako kot smo mi navajeni to v Evropi, recimo da pri nas na Filozofski fakulteti v Ljubljani ali kje drugje se lahko učimo skoraj katerikoli jezik. In je to dodiplomski študij, lahko je prevajalstvo, lahko je zgolj jezikoslovje, lahko je v kombinaciji s kulturo. Tega recimo tukaj v Argentini ni. Tu se učijo samo jezike, ki jih tudi poučujejo v šolah, se pravi angleščino, nemščino in pa romanske jezike, medtem ko študijo recimo filologije, kakšnega slovanskega jezika ali kaj podobnega praktično ni. Zato mi našega lektorata ne moremo vključiti v noben redni študij in je organiziran kot jezikovni tečaj.
Ampak meni je to nekako z vidika tako oddaljenega normalno, ne nazadnje. Argentina je pribežališče kar številnih Slovencev, tisti prvi val, ko je Argentina pravzaprav zacvetela v začetku 20. stoletja, pred prvo svetovno vojno, potem med vojno drugi val Slovencev, ki je prišel, in pa tretji val potem po drugi svetovni vojni. Prišlo je veliko Prekmurcev, tudi z naših koncev, Primorcev, ki so bežali pred fašizmom, in je nekako ocenjeno, da bi še naj, tako sem dobil podatke iz ustreznih inštitucij, okrog 30.000 Slovencev še živelo v Argentini. Seveda, če se imajo vsi za Slovence dan danes. Ja, to se ocenjuje glede na to, koliko Slovencev je prišlo v vseh teh letih oziroma v zadnjem stoletju in pol v Argentino in koliko naj bi bilo potomcev. Tisti, ki imajo državljanstvo, mislim, da jih je okoli 5 ali 6 tisoč. In ja, združujejo se v društva, ta društva še vedno živijo. Najbolje so organizirani Slovenci oziroma potomci Slovencev, ki so prišli v Argentino po drugi svetovni vojni, ker so bili to intelektualci, duhovniki, bili so zdravniki, inženirji, raznih poklicev. Oni so se že organizirali svoje dejavnosti, šolske, kulturne in druge, že v taboriščih, že v begunskih taboriščih, še preden so dejansko prišli v Argentino, in potem so tukaj s tem nadaljevali, so se naselili skupaj, so kupili teren, zgradili so svoje domove, ki so nekateri zelo veliki, in po 80 letih jezik in vse te kulturne dejavnosti še zelo, zelo živijo. Bodi tako še naprej, ne, gotovo tudi kakšne pesem, pevski zbori, folklora, bržkone tudi kulinarika, se še da najti kaj slovenskega. Argentina je znana po tem, da je največji potrošnik rdečega mesa, ne, se poznamo vsi, tako imenovane goveje zrezke, pa se še da dobiti kaj, kakšno potico, kakšno specialiteto iz Slovenije danes v Argentini oziroma Buenos Airesu. Seveda, ja. Slovenske družine, Slovenci, ki živijo tukaj, poznajo še vse recepte, doma kuhajo še zmeraj zelo slovensko. Ko so obletnice, so tudi kosila, in na teh kosilih se vedno dobi kakšna goveja juha, pražen krompir, pečenka, štrudelj. Potico tudi delajo, ampak jo delajo bolj za praznike, jo delajo doma, ker vseeno ta kosila se kuhajo za 100 in več ljudi, tako da toliko potic narediti ni taka lahka stvar. Ampak ja, to še vsa slovenska kulinarika še živi. Tudi imajo kuline, se dogovorijo z nekom, recimo, ki dela klobase, da jih naredi po slovenskem receptu in tako naprej. Tako da tudi kisajo svoje zelje, ker kislega zelja tukaj načeloma Argentinci ne poznajo, ampak ga poznajo mnoge druge narodnosti. Tako da, ja. Tjaša, ob kakšni priložnosti, kakšne javne prireditve, tudi ob kakšnem slovenskem prazniku, ob argentinskem prazniku, imajo kakšne nastope, se pokažejo tudi v javnosti ta naša društva, klubi? V javnosti so se včasih mogoče malo bolj kot se zdaj, ker v Argentini se praznuje tudi dan skupnosti, narodnih skupnosti, Día de las Colectividades, in se organizirajo sejmi, stojnice, kjer se lahko vsaka država predstavi. Tam je bila Slovenija včasih malce bolj prisotna, danes ne več toliko. Se pa vsak konec tedna nekaj dogaja, bodisi so to obletnice društev, kakšna gostovanja iz Slovenije, imajo svoje mladinske dneve, recimo nastope pevskih zborov, folklornih skupin. Seveda praznujejo slovenske praznike, zlasti dan državnosti, ki je junija, so jim pa mogoče malce bolj pomembni verski prazniki. Namreč ta slovenska skupnost po drugi svetovni vojni se
ogromno združuje okrog cerkve, okrog vere, tako da Velika noč je recimo izredno velik in pomemben praznik, traja več dni, namreč v Argentini sta prosta četrtek in petek pred Veliko nočjo, se pravi je ves ta veliki teden oziroma sveti teden, kot oni pravijo, in je takrat res veliko aktivnosti. Tjaša, pred 11 leti ste prispeli v Argentino. Kakšna je bila ta odločitev, če malce pobrskate po spominu? Težka, lahka? Zakaj ste se odločili za Latinsko Ameriko in verjetno ste si ustvarili tudi družino na tistem koncu? Ne vem, če živite v Buenos Airesu ali pa kje na podeželju, niti ni toliko pomembno, ampak bolj to, kako je teh 11 let bilo? Ste velikokrat pomislili na domovino? Imam srečo, da se redno vračam v Slovenijo, ker sem uradno zaposlena na ljubljanski filozofski fakulteti. Pomeni, da se v bistvu dvakrat na leto potujem v Slovenijo, lahko preživim v Sloveniji celotne počitnice, vsekakor pa minimalno enkrat na mesec. Imamo tudi izobraževanja za učitelje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, kamor spadamo. Tako da Slovenije ne pogrešam tako zelo v teh 11 letih, imam tudi ogromno stika tukaj s slovensko skupnostjo, tako da na nek način vedno rečem, da sem z eno nogo še vedno v Sloveniji, z eno nogo v Argentini. Jaz se v teh letih tukaj nisem ustvarila družine, si jo je pa moja kolegica Maja Kračun, ki uči v Kordovi, ona je tudi profesorica slovenščine in je poročena z Argentincem, ima družino, tako da živi tukaj stalno, že tudi več kot 10 let. Kako sem prišla do Argentine, je pa nekoliko mogoče zanimiva pot. Torej, jaz sem študirala slovenščino, sicer na mariborski fakulteti, tudi angleščino in v času študija sem imela priložnost, da sem šla za 1 leto v Španijo na izmenjavo, tako da sem se naučila španščine, ki sem jo sicer že prej imela v srednji šoli, ampak tam sem jo lahko malo izpopolnila, sem potem po koncu izmenjave naredila te mednarodne izpite za znanje španščine. In ko sem zaključila diplomo, ko sem diplomirala, to je bilo še po starem programu, sem videla razpise za razpise Centra za slovenščino. Iskali so najprej učitelja na Kitajskem, sem se prijavila, ampak nisem bila povabljena na razgovor, to delo je dobila ena druga moja kolegica. Potem kmalu za tistem pa je bil pravzaprav razpis za Argentino, torej iskali so prav učitelja slovenščine za Argentino z znanjem španščine. Ta kombinacija ni tako zelo pogosta, tako da sem se v bistvu hitro po diplomi prijavila in tudi dobila delo in nekaj mesecev kasneje sem že bila v Argentini. Zgleda, da se počutite odlično. Ne nazadnje, je res to, kar pravi za Buenos Aires, že beseda sama, dober zrak, dober veter, nekaj takšnega, glede življenja, pravijo, da je eno najkakovostnejših življenj v Latinski Ameriki, prav življenje v Buenos Airesu, zraven tega pa je Buenos Aires, pravijo, latinsko ali pa južnoameriški Pariz, kar pomeni kulture v izobilju in morda Tjaša to izkorišča, pa obiskuje številna gledališča, številne pravzaprav kulturne ustanove, ki jih ne manjka. Nekje sem celo prebral, da je konec tedna aktivnih čez 300 gledališč v Buenos Airesu, kar jih uvršča praktično na prvo mesto na svetu sploh, in je svetovna prestolnica gledališč. Ste zagotovo pokukate v kakšen kulturni hram? Absolutno, ja. Res je, vse je res, kar ste rekli. Buenos Aires je veliko mesto, je zelo živahno, zelo živo, kulturno zelo živo mesto. Zakaj mu pravijo Pariz? Zato, ker ima ogromno evropske arhitekture, med njimi se najdejo tudi slovenski arhitekti. Gledališča pa res najdemo skoraj na vsakem vogalu, se pravi od gledališča Colón, Teatro Colón, ki je velika operna hiša, ena izmed največjih, tudi izredno lepa. Tam sem tudi že večkrat bila in z veseljem grem, kadar se ponudi priložnost, ampak je treba vstopnice kupiti že veliko prej, sicer zelo hitro poidejo. In gledališč, zelo znana je ulica Corrientes,
kjer so gledališča na vsakem koraku, ampak dejansko najdemo ogromno, kar je meni zelo všeč in jih tudi rada obiskujem, so pa neodvisna gledališča. To so takšni zelo majhni teatri, mogoče za 20-30 oseb, ljudje delajo to z velikim veseljem, z veliko ljubeznijo, praktično z nobenim plačilom ali pa zelo majhnim plačilom. Zelo je pravzaprav veselje videti vso to kreativnost in kreativnost mladih ljudi. Bila sem že na nekaj predstavah, ki so jih delali moji vrstniki in še mlajši. In delajo to v bistvu tako res s srcem in nekim notranjim zagonom in motivacijo. Od gledališča bova še malce pogledala k glasbi. Glasba je ena najbogatejših umetniških glasbenih tradicij v Argentini, aktivno sodobno glasbeno življenje, nenazadnje Rio de la Plata je tudi rojstni kraj tanga. Zdaj bom Tjašo vprašal, v 11 letih že obvlada tango. Sem ga poskusila, ampak imam žal 2 levi nogi, tako da se nisem ničesar naučila razen osnovnega koraka. Ni enostaven ples, tango je precej drugačen, se mi zdi, od ostalih plesih, kjer prideta plesalca skupaj z boki, nekako moški vodi žensko in je ženski lažje. Tukaj pa dejansko prideta z zgornjim delom telesa skupaj in so noge precej proste in vsak dela svoje pravzaprav. Tako da ni tako zelo enostaven tango, je pa izredno privlačen. Veliko tujcev, ki prihaja samo v Argentino, prihajajo prav zaradi tanga, hodijo na milonge, na tečaje. Tega je ogromno. Lahko vam pa povem kot zanimivost, da med Argentinci tango velja za nekaj, kar pripada starejši generaciji. Tako da ni zelo popularen, recimo, med mladimi. Ja, recimo. Tako da ni tako zelo popularen med mladimi in je stereotip, če mislimo, da pa vsak Argentinec ali pa ne vem, vsak drugi Argentinec zna tango ali pa da posluša tango. Če vprašate mlade, pravzaprav boste skoraj težko našli koga, ki posluša ali pleše tango od Argentinca, se pravi domačino, ne tujcev. Tjaša, rekli ste bolj za starejše, mladi in starejši pa še ena velika ljubezen Argentincev je pa šport, zlasti nogomet, ne. Tu ni dileme. Buenos Aires je pravzaprav mesto z največ profesionalnih nogometnih klubov na svetu. Za koga navijate? Za Boca Juniors ali za River Plate? To sta dva največja rivala v Buenos Aires. Res je, ampak kakor hitro bi se opredelila za enega, bi se drugim zamerila. Tako da jaz ostajam nevtralna, kar se tiče argentinskega nogometa, je pa res to takšna strast Argentincev, ki je nas skoraj nepojmljiva. Zelo težko razumemo to pripadnost nogometu. To je za njih sveto. Nogomet je dobesedno sveta stvar, ko so tekme, ko so ne glede, ali so zelo pomembne ali ne, tisti, ki so navijači in so lahko to ali ženske ali moški, tu ni velikih razlik, obvezno si vzamejo čas, grejo na stadion, lahko vsak teden, vsak konec tedna, če ne gledajo po televiziji in takrat jih ne sme nihče zmotiti, bodo odložili druge obveznosti in dali nogomet na prvo mesto. Zagotovo. Tjaša Lorbek pa je seveda ena od 2 lektoric, pravzaprav, ki delujeta na lektoratih v Buenos Airesu. Tjaša v Buenos Airesu La Plati, medtem ko kolegica v Cordobi tudi njej prenesete prisrčne pozdrave. Kaj se bliža konec leta, potegnemo navadno črto, kakšno je bilo leto 2025 in seveda prihajajo prazniki, ki jih slavite v Argentini še bolj, zato seveda lepo voščilo tudi v južnoameriško državo Argentino. Ja, najlepša hvala. Pravzaprav ne boste verjeli, ampak teh praznikov ob koncu leta ne praznujemo morda tako zelo kot v Evropi, to pa zato, ker smo že vsi tako utrujeni in čakamo konec leta, zato ker konec koledarskega leta pomeni tudi konec študijskega leta, konec šolskega leta, tako da
V bistvu z Božičem se začnejo poletne počitnice tukaj, to je podobno kot pri nas, recimo z Dnevom državnosti junija, ko se začnejo šolske počitnice. Tako da vsi komaj čakamo, da leto mine. Kar se tiče lektoratov, je bilo zelo dinamično leto, imeli smo kar nekaj obiskov iz Slovenije, enega še pričakujemo, in sicer nas je aprila, maja nas je obiskala avtorica, slovenska pesnica in pisateljica Jana Putrle Srdić. Bila je prisotna tudi na knjižnem sejmu v Buenos Airesu. Buenos Aires ni znan samo po gledališčih, ampak je znan tudi po številu knjigarn. Tako kot na vsakem koraku najdemo kakšno gledališče, tudi na vsakem koraku najdemo kakšno knjigarno. Torej, kultura branja in kupovanja knjig je tukaj na precej visokem nivoju. Ponavadi vsak dom, kamor greste, kakšnemu Argentincu bo imel kakšno steno polno knjižnih polic in knjig. Tudi ena izmed najlepših ali pa celo najlepša knjigarna na svetu se nahaja v Buenos Airesu. In pa tudi na lektoratu zelo radi gostimo avtorje, pesnike, pisatelje iz Slovenije, tako da letošnje leto je bilo precej dinamično. Imeli smo oziroma še bomo imeli vse skupaj 3 obiske. Aprila in maja nas je obiskala Jana Putrle Srdić iz Slovenije, ki je imela predstavitve svojega dela, svoje književnosti tudi na knjižnem sejmu, ki se odvija v Buenos Airesu in je eden največjih v tem delu sveta. Oktobra pred kratkim smo gostili Aleša Štegra in Jureta Torja, tako v Buenos Airesu kot tudi na lektoratu v Kordobi. Pripravila sta en tak glasbeno-literarni performance, malo drugače, kot smo običajno navajeni, ampak je bil zelo, zelo dobro sprejet. Zdaj, ta teden oziroma naslednji teden pa pričakujemo še Braneta Mozetiča, ki nas je sicer že obiskal pred leti, tako da je že stari znanec Argentine. Tjaša, kaj pogrešate slovensko pokrajino? Argentina je tako velika, da rabiš čas, da prideš, ne vem, z najvišjega vrha ameriške celine, blizu 7000, pa da prideš v neko nižino Patagonije. Pogrešate kaj? Hribe, če se ne motim, ste vendarle Štajerka, morda bolj pogrešate. Zdaj v Sloveniji smo malce slavili Martinovo, bolj mogoče pogrešate kaj drugo kot pa planine. Ja, pravzaprav pogreša se predvsem narava. Jaz ne vem, če se kateri od Slovencev dejansko navadi mogoče že, ampak ne vem, če se mu dejansko priljubi življenje v tako velikem mestu, velemestu, kot je Buenos Aires, zaradi hrupa, onesnaženja. Čeprav Buenos Aires je še precej zelen, s temi svojimi parki, z drevesi po vseh ulicah, ampak ni isto kot v Sloveniji, kjer stopiš skozi vrata svojega doma in si čez 5 minut na kakšnem hribu ali gozdu ali na polju. V Buenos Airesu se moraš voziti kar nekaj časa, da sploh prideš ven iz mesta, in kar te čaka je v bistvu pampa, je ravnina, neskončna ravnina, kamorkoli pogledaš. Tako da je treba prepotovati precej kilometrov, če želiš kakšen gozd, kakšne gore. Je pa Argentina sicer zelo, zelo lepa, ima zelo raznoliko pokrajino, je izredno velika, tako da res sega od subtropskega do arktičnega pasu. Tako da kamorkoli v Argentini se mi zdi človek gre, najde zelo, zelo lepo pokrajino. Je pa res, da je nimaš za vogalom, tako kot smo Slovenci navajeni. Ne nazadnje, čez 90% Argentincev živi v mestih. Urbanizacija je obupna, to, kar je nekaj nepojmljivega za nas. Pričakujete kakšen obisk iz Slovenije takole pričakovan? Zasebni ali na lektoratu? Ne sprašujem, zasebno. Znali bi vas, kaj zvem, obiskati, ne? Ja, moram reči, da od družine in prijateljev v bistvu me je obiskal samo brat, pa še to pred leti, preden je začel delati redno, preden je imel družino. Zdaj je to praktično nemogoče ali pa težko izvedljivo. Starši ne potujejo razen do Hrvaške, tako da za
prijatelje pa tako, da Argentina je daleč, ni poceni, karte niso poceni in če že prideš tako daleč, moraš ostati dlje kot kak teden ali pa 10 dni, da se ti splača, kar je pa že logističen zalogaj, dopust, zlasti, če imaš še kdo družino ali kaj podobnega, tako da ne prejmem toliko obiskov, kot bi človek mogoče pričakoval. Tako da, ampak potujejo pa Slovenci precej iz raznih razlogov, nekateri zaradi tanga, nekateri zaradi tudi družine ali sorodnikov, ki jih imajo tukaj, ali pa enostavno turistično. Argentina je vseeno zelo privlačna, Patagonija je zelo znana kot turistična destinacija. Morda za konec, kako je življenje cenovno v primerjavi s Slovenijo? Je drago, je cenejše? Dobiš več za isti denar kot v Sloveniji v primerjavi? Da ne bova govorila seveda o gospodarstvu, o plačah in tako naprej, ampak tiste osnovne življenjske potrebščine so nekje v domeni slovenskih cen, cenejše ali dražje? Zdaj, odkar imamo novega predsednika, se je življenje v Argentini nekoliko podražilo. Plače niso šle toliko gor, kot so šli življenjski stroški, tako da za Argentince je precej težko. Je pa še zmeraj inflacija, čeprav se vlada trudi zamejiti inflacijo, kar pomeni, da nekdo, ki pa zasluži v evrih ali v dolarjih, pride skozi ceneje kot lokalno prebivalstvo, tako da za nas tujce je to pozitivno, za Argentince pa niti ne. Tako bom rekla, zdaj, če se držimo teh njihovih tipičnih izdelkov oziroma ne vem, če govorimo o vinu, recimo o mesu. Vrhunsko vino. Tako, ja, vino recimo je tukaj, kvalitetno vino je cenovno veliko dostopnejše, meso je, govedina je tukaj seveda veliko cenejša kot v Sloveniji. Zelenjava, sadje, odvisno kaj človek kupuje, recimo kar je bolj lokalno, kakšne pomaranče, recimo jagode so tukaj zelo poceni, medtem ko jabolka so precej draga, paprika je precej draga, da ne govorimo o kakšnih breskvah ali kaj podobnega, tako da malo je treba pogledati na stvari. Kava, ne vem, koliko pravzaprav kava stane danes, recimo v kakšnem centru Ljubljane ali pa kakšnem večjem mestu, ampak tukaj stane približno 3 evre, odvisno kje, mogoče celo 4, ampak to nekje 3 evre, tako da kava je mogoče malce dražja. Drugače pa, takšne kot so razlike med ljudmi tukaj, od tistih, ki živijo na cesti, brezdomcev, takih, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, do tistih bogatih, ki si lahko privoščijo vse, ne glede na to, katera vlada je na oblasti. Podobno je v Buenos Airesu tudi s cenami. Zelo je odvisno, kam greš, ponekod bo pica stala podobno kot pri nas, ponekod bo stala dosti več in se človek sprašuje, kako je možno, da je takšna razlika v ceni, ni pa nujno razlika v kvaliteti. Tako da najde se vse, no, bom rekla. Ampak če govorimo o nekih osnovnih živilih, kot je olje, mleko in podobno, bi rekla, da so cene podobne kot pri nas. Tjaša, načrti obstajajo za prihodnje leto, za leto 2026. Energije Tjaši ne zmanjkuje, to vidimo po izrazu, po mimiki. Zadovoljna, kjer pač je, zadovoljna s tem, kar je njeno poslanstvo. Tjaša, poučujete slovenski jezik še vedno. Je to eden od prvih ljubimcev, slovenski jezik, tudi še danes. Sicer pa verjamem, da še bo nanesla priložnost, da se kdaj kje na kakšnem mestu snidemo. Hvala vam, da ste se odzvali povabilu, hvala, da ste bili naša gostja v oddaji Brezmejno. Hvala vam. Nasvidenje.